Živijo. Valerijo vedno bolj motijo odvečni kilogrami, ki so se nabrali v zadnjih letih, predvsem na stegnih in zadnjici. In tukaj jih je ravno najtežje izgubiti. Mislim, da zdaj vsi že zelo dobro vemo, kako se odvečna maščoba predela. In zdaj je bistveno samo to, da nehaš iskati izgovore. Da začneš z vadbo in spremembo prehranjevalnih navad danes. Ne jutri, danes. Zaradi hitrega tempa današnjega življenja se nemalokrat zgodi, da nam glavni obrok enostavno uide, ker nimamo časa ali pa priložnosti, se usesti si ga skuhati. Kaj storiti v takem primeru? Ker vemo, da mora biti glavna sestavina vsakega obroka beljakovina in pa maščoba, vam svetujem, da si za take primere pripravite ali proteinsko tablico ali proteinski napitek, ki seveda vsebuje beljakovine. Poleg tega pa lahko zaužijete še kavo z smetano, tako da boste pokrili še potreben vnos maščobe. Valerija, daj mi ti povej, ali so tebi všeč močnejše postave? Kaj pa v tvojem telesu? Se dobro počutiš? Kakšne imaš izkušnje z dietami? Koliko si jih že preizkusila? Kaj bi bil zate največji uspeh po koncu tega izziva? Jaz sem prepričana, da bo tebi uspelo. Mora. Jo. Edo, daj mi prosim malo še bolj podroben ti razloži, kakšen načrt imata ona dva prehrane? Ker vemo, da so za prekomerno telesno težo v veliki večini odgovorni ogljikovi hidrati, bo njun prehrambeni plan baziral na principu nizkohidratne in višje maščobnega načina prehranjevanja. Temu se pogovorno reče low carb, high fat. Ljudje se tega v bistvu ne zavedajo, da ko ne razmišljajo o tem, kaj morajo jesti, ko po domače povedano jejo vse, se niti ne zavedajo tega, da jejo zelo neraznoliko. Jejo tisto, kar je najlažje, pa najhitreje, pa najbolj enostavno dobiti pa pripraviti. Mene pa zanima, če pač človek ni bil dejansko 10 let fizično aktiven, kako tak trening zdrži? Tudi posameznik, ki 10 let ni treniral, to zmore. Absolutno je pa treba pač prilagoditi intenzivnost oziroma velikost bremena. Jaz še sem čisto odkrita, me za danes malo skrbi. To bo izziv in bo stresno, ampak nimate druge izbire. Zdaj grem k Andreju, me je povabil na kosil. Upam, da model dobro kuha, me prav zanima, kaj bo pripravil. Predvsem pa upam, da bo čim prej, ker sem res fejslačna. Andrejček, danes ti kuhaš. Dej povej mi, zakaj si izbral ravno ta živila? Ja, na podlagi nasvetov od dedota sem izbral potem vse, kar je sestavljeno pretežno iz beljakovin, maščob, pa nič ogljikovih hidratov, oziroma kar jih je pa iz zelenjave ali pa iz olja, ki ga bomo uporabljali. Kaj pa tale krugek? Ta krug je pa čisto po nesreči tukaj ostal, če bi slučajno kdo želel zraven pregrizen, ampak to ne bom jaz. Ok, pa tale sok? Ja, sok je pa moje prekletstvo iz preteklosti. Ajde, peva. No pa peva začeti. Danes to tvoj prvi obrok? Ja. Ne nisi nič jedel? Ne, danes še nič nisem jedel. Lažje hodam, hrbet me več ne boli to. Kaj že, kar nehi. Ne, resno ti pravim, da
danes, recimo, ker sem imel ful malo cajta, da še vso hrano kupim 1 uro do snemanja, sem bil tik. Res nisem se utrudil. Res se nisem utrudil. Zdaj sem pa gobom dodal, se pravi, čebulo pa česen. Dobro. Pa kakšne začimbe še? Ja, pa nekaj začimb, klasika, ne, se pravi, nekaj soli, nekaj popra, potem kaj še, peteršilj bom na koncu dodal, nekaj rdeče paprike. Peteršilj pač na koncu, pa orihano na koncu, zdaj zaenkrat bo pa tole dovolj maščobe in to bo ratalo na koncu, glej, taka lepa omakca za prilogo, v bistvu taka lepa priloga. Zraven najnega piščanca in solate. Andrej? Jaz mislim, da je tole šiško dobro. Prav ful je dobro. Res? Ja. Ja. Takšnega obroka se še nisem pripravil. Ja. Zdaj, ker si ti gostja, ajde. Ampak sam sem, da bi takole naredil. Ne. Spet bi si nekaj na hiter, spet testenine, riž, takole, ne. Čeprav bi isto centa porabil, ne. Kaj si naredil z vso hrano, ki si jo že imel doma? Iskreno, od predavanja dalje sem si zastavil najprej, da bom vse, kar imam doma, še testenin pojedel. Tako da, ja, res. Zato, ker če ni doma, ne, pol ne boš. Želim, da enostavno delate po svojih najboljših močeh. Se pravi, če boste čutili nekje, da po 20-25 minutah, da sta imela enostavno dovolj, pač nehajte. Ne ostaviš, ne ostaviš. A se spomniš kombinacije 2, 3 direkti, noge 2 od spodaj. Go! Niste noge, ja? Feel the hate force wheel, never go home. Switch. Da ponovadsko prideš v skok. Rašte. Čakaj! Ja! Hočem, da lahko aktiviraš, da tudi če obrčnem, pam, boš blokiral udarec. Moč! Svetači, gor, spod. Ponovimo še enkrat na drugi strani enako, ja? Isto, kar smo naredili za levo nogo, še za desno. Leva noga naprej. Obraza, leva, štema. Moraš! Ena! Stigni noge daleč na glavo, stigni nogo nazaj. 4, 3, 2, stoj. Andrej, kako se počutiš? Ja, za prvič je bilo tole malo veliko. Tako da ta visoko, ne, to ni visoko intenzivno, to je kardio. Pač treba imeti kar precej veliko kondicije, no, da to zdržiš. Tako da mi je malo slabo ratelj, ja, se šel malo ven nadihati. Se bo, počas bo. Kondicijo treba dobiti. Body pump že lahko delam, tale attack je pa še malo preveč. Dobro vem, da je vsako preobrazbo najtežje začeti. Prepričana pa sem, da je še težje nadaljevati. In zato bomo naslednjič govorili o motivaciji. Z zdravnikom se bomo pogovarjali pa o tem, zakaj se to splača. Spremljite nas na Facebooku, objavljite svoje napovedi o poteku izziva. Najzanimivejše fotografije z vašega treninga ali pa recepte bomo nagradili z majico Spletne TV. Spremenite življenjski stil s Spletno TV. Se vidimo.